Mimo grede. Letošnja vrtičkarska sezona je posebna z dveh plati. Najprej, ker je koronavirus povzročil precej vznemirjenja pri vrtičkarjih, ki so se bali, da ne bodo mogli pravi čas nabaviti sadik, drugič pa zato, ker se je vojski veteranskih vrtičkarjev pridružilo ogromno novih. Ljudje so bili pač v času karantene prisiljeni biti doma in so želeli izkoristiti čas. Agronomka, lastnica vrtnarije in avtorica številnih knjig o sodobnem vrtnarjenju, Jerneja Jošar, pravi, da toliko novih strank, kot jih ima letos, še ni imela. Najprej so tukaj tisti, ki so imeli, ki imajo hiše, ki stanujejo v hišah, ki imajo veliko zemlje okrog svoje hiše, ampak enostavno so pač trdili oziroma mislili, da nimajo časa, da bi se ukvarjali še z pridelavo zelenjave. In so spremenili zelenice v vsaj par gred. Visoke grede so še zmeraj moderne, so si tudi nabavili te lesene visoke grede, nekateri so samo prekopali zelenice. Potem so pa tukaj tisti, ki, predvsem mlajši so to, ki kar najemajo vrtove. Tega je veliko v okolici Ljubljane, pa še zmeraj tudi dobim kakšen klic Jerneja, a veste slučajno, ki bi lahko dobili, nikjer več ne najdemo, vse je zasedeno. Potem so pa veliko je pa tudi tega, ki imajo samo atrije ali pa terase ali pa balkone, tako da na teh majhnih balkončkih so prihajali ljudje, ki so si tudi samo začimbe zasedili, pa so že bili srečni. Jaz sem neizmerno vesela, da tudi taka ne tako dobra stvar prinese do nekaj dobrega, da so začeli ljudje vrtnari. Tudi fino je, ker so otroci ostali doma in so skupaj vrtnarili. Mi pošiljajo slikce, kako so si zasadili grede, nekateri samo na balkonu, par loncev, skratka lepo. Slovenci smo veliki vrtičkarski tradicionalisti. Veteranski vrtičkarji niso kaj dosti dovzetni za vrtičkarske eksperimente. No mlajši, bolj sveži vrtičkarji pa radi posežejo tudi po novejših in bolj eksotičnih sortah. Klasika je pravzaprav skozi ista. Spreminjajo se kakšne sorte, recimo kakšne nove sorte paradižnikov, ki so bolj odporne na bolezni, predvsem na krompirjevo paradižnikovo plesen. Sorte bučk, recimo, ki jih pri nas nismo navajeni, so malo drugačne barve, drugačne oblike, za popestritev zelenjavnega vrta, pa tudi navsezadnje potem za razne kulinarične izzive. Je pa vedno več tudi zelenjave, ki, pa moram reči, da že kakšnih par let, ampak si zelo počasi utirajo pot na naše vrtove, ker se enostavno Slovenci, se mi zdi, malo bojimo novih stvari. Čeprav jaz potem to argumentiram tako, da tudi paradižnik pa krompir so bili enkrat novi, pa so to zdaj, lahko rečemo, da smo Slovenija res ena veliki ljubitelji paradižnika. Krompir je ena od najbolj priljubljenih vrtnin, za katero na majhnih urbanih vrtičkih praviloma zmanjkuje prostora. Najprej zato, ker je treba na pridelek čakati celo sezono, donos je glede na zasajene površine relativno majhen, poleg tega pa je krompir poceni, zaradi česar dajo vrtičkarji prednost drugi, hitreje rastoči zelenjavi. A pri butični pridelavi krompirja lahko izkoristimo sicer neizkoriščene vertikale vrta. Krompir namreč lahko posadimo v večje posode, bolj spretni pa zasnujejo krompirjev stolp. Jerneja Jošar. Jaz sama iz svojih izkušenj, ker imam zelo majhen vrt, mi je dejansko škoda prostora za krompir, ki ga lahko navsezadnje pri nekem ekološkem kmetu dobim dokaj ugodno. Sem se pred leti lotila vseglih enega poizkusa, kako krompir pridelati v enem velikem loncu. Vzela sem en star, na vrtnariji se to veliko tega najde, ogromen lonec, polnila sem ga tam nekje 15-20 cm dobre kvalitetne prsti, pomešane z kompostom, položila potem ob rob tega čebra oziroma lonca par gomoljev, mislim, da je bil lonec premera tam okrog 40-50, se pravi, ni bil ne vem kako velik, da so šli 4 ali pa 5 gomolčkov not in potem to pokrila spet s 15 cm debelo plastjo komposta. Potem sem pa čakala, seveda dobro zalila, potem pa čakamo, da krompirčki poženejo
in ko zrastejo listi tam nekje 15-20 cm, spet zasujemo vse skupaj z zemljo, ampak moramo paziti, da pustimo, da je vse par listkov gleda ven, ne? Ker vseeno fotosinteza poteka skozi liste. In tako kot je krompir rasel, tako sem jaz to zasipavala. Opazila oziroma zasledila sem, da nekateri, če je zelo visok čeber, se pravi, če je ta stolp potem zelo visok, da imajo veliko posodo na voljo, da potem še enkrat posadijo. Se pravi, parkrat zasipajo krompir, potem pa še par gomolčkov dodajo kasneje. In z tega ne bom rekla, da je zdaj bil ne vem kako velik pridelek, je pa bilo lušno potem enostavno ta čeber prevrniti in zbrskati ven tiste mlade gomolčke. Dvakrat je bilo pečenega v pečici. Drugače nekateri prav za žice, ki jo ponavadi uporabljamo za varovanje pred voluharjem pa pred mišmi, se pravi pred glodalci, kamor sadimo sadno drevje, iz te iste žičnate mreže se lahko naredi en tak stolp. Naj ne bi bilo više vse skupaj kot 150 cm, potem je že malo preveč težko obvladljivo in ta stolp se potem nekateri ga uvijajo z notranje strani z časopisom, da potem lažje se nasuje zemlja, nekateri se malo bolj pomatrajo pa se ukvarjajo z slamo na notranji obod in potem se isti postopek napolni se skupaj z zemljo, doda krompirčke in dopolnjuje po potrebi oziroma kako krompir raste se zasipava z zemljo. Med vrtičkarske eksperimente pa zagotovo sodi tudi gojenje gob. Zanje moramo le zagotoviti dovolj vlažen in senčen prostor prek celega leta ter veliko časa. Gojenje gob je v osnovi zelo preprosto. Potrebujemo le debelejši kos veje ali drevesnega debla, z miceli prepojene lesene čepke in potrpljenje. Več pa biotehnolog dr. Andrej Gregori. Če imate neko deblo drevesa, ki pač ne sme biti trhlo, če je trhlo, pomeni, da ga že druga vrsta gobe je, v bistvu vzamete to deblo, zvrtate lukance noter, date te čepke, na katerih je recimo miceli, to se po semenarnah dobi zakupati, in postavite nekam v senco. Nekako morate take pogoje narediti, kot je v nekem gozdu, se pravi, da je vlažno, da se ta debla ne izsušijo, da ima miceli dejansko ugodne pogoje, da to deblo preraste in iz njega poženejo gobe ven. Je pa s to tehniko, ki je v bistvu najbolj enostavna, je to, da je pač dolgotrajno. Če pogledate neko drevo, ki v naravi, ko se podre drevo, leto, dve izgleda, kot da se nič v njemu ne dogaja, pa kar naenkrat gobe začnejo na veliko ven pogranjati iz njega. In dejansko miceli rab nekaj časa, da v bistvu preraste to deblo, nabere energijo in pri ugodnih pogojih bojo v bistvu iz tega debla pognale gobe. Pa poženajo v bistvu vsako leto, tako kot v naravi. Pri nas recimo šitake pa ostrigarji poganjajo zgodaj spomlad ali pa bolj pozen jesen. Včasih se zgodi, da tudi polet, po recimo kakšnem močnem deževju, ko ta debla v bistvu voda na moč, ko se v bistvu temperatura ozračja zniža, začnejo gobe v bistvu poganjati. Pri nekih takih pogojih, kot je pač so jesen, vlažno pa malo bolj hladno. In dejansko to poganjajo pa ven iz teh debel, mi imamo debla recimo na vrtu, čistko pač raztrosana po vrtu, poganjajo, mislim, da že 10 let recimo, vsako leto pač poganja ven, dokler v bistvu deblo ne sprhni. In iz kubičnega metra lesa lahko v celotnem rastnem obdobju zraste tudi do 60 kg gob. Kot pravi dr. Andrej Gregori, je tehnika enostavna, če upoštevamo nekaj preprostih pravil. Naprimer, da deblo ni na soncu in se ne izsuši. Če pa se kdo namerava lotiti gojenja gob bolj na široko, je dobro vedeti, da je boljši tisti les, ki je bil požagan v dobi mirovanja, ko drevo nima listov. Seveda pa imajo določene vrste gob rade določeno vrsto lesa. Recimo, če vzamemo najbolj popularne so recimo zdaj zagojiti šitake pa bukovi ostrigarji. Šitake recimo grejo na hrast, medtem ko bukov ostrigar ne mara hrastovega lesa. Recimo. Oboje lahko damo recimo na javorjev les, lahko damo oboje tudi na bukov les. Recimo na kakšnih na brezi smo gojili in ene in druge. Šitake so še zmeri recimo poganjajo tamle v kosezah pri mami na vrtu iz debel, ko sem jih jaz
dal miceli noter, po moje 10 let nazaj. Ostrigarji so pognali enkrat, dvakrat in so nehali. Načeloma, če je mehak les, ga gliva veliko hitreje lahko preraste, ampak je pridelek iz njega manjši. Pri tem je v bistvu pri tej tehniki gojenja na deblih je važno samo to, da ne obupamo. Ljudi v bistvu mal se mi zdi, da so se naveličali gojenja solate in podobnih poljščin, če lahko rečem temu, in zelenjave, in v bistvu skozi iščejo nekaj novega. Poleg tega dejansko lokacija v vrtu, ki ni primerna za zelenjavo, je ponavadi idealna za gojenje gob. Se pravi, tam, kjer je neka senca, kjer raste samo mah pa bršljan, na severni strani recimo nekega objekta, kjer je pač ni svetlobe za zelenjavo. Mimogrede, dobra pest micelijev na lesenih čepkih vas bo stal toliko, kot stane kilogram svežih šampionov na tržnici. Današnjo epizodo Mimogrede pa zaokrožujemo z aktualnimi informacijami. S tem, kaj se zdaj dogaja ali bi se vsaj moralo dogajati na poznopomladanskem vrtu, ter kako načrtovati zasaditve, da bomo pridelek pobirali še pozno v jesen. Jerneja Jošar. Ja, tako, špinača, redkvica, to že vse lahko pobiramo, solata, potem kmalu bo grah, zgodnje zelje, zgodnja cvetača, zgodnji ohruti bodo nekje junija. Je pa tudi zaradi vremena, zaradi padavin se vse skupaj malo premaknilo, bi jaz temu rekla, glede plodov. Te potrebujejo res topla tla, marsikdo. Mislim, da če se čez dan temperature dvignejo nad 20 stopinj Celzija, da je pa to že ta pravi čas. Pa smo kar morali počakati, da minejo ledeni možje. Tako da zdaj tisti zamudniki, ki še tega niso naredili, še zmeraj lahko v bistvu vse do začetka prve polovice junija posadimo na prosto paradižnike, paprike, jajčevce, kumare, bučke. Za kumare je celo priporočljivo, da tudi če že rastejo na vrtu, da v začetku junija še enkrat posejemo, da bomo potem zamaknili sezono kumar, ker za kumare vemo, da tam nekje konca avgusta lahko že se izčrpajo, opešajo in potem imamo mi še podaljšano bero tam nekje do konca septembra. Sonce sije, motika bije. Mimogrede.